Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj, glede na napoved prezentatorke, se dobro primite, bom kar hitro speljal. Glede na temo, ki je, ali mora res ena od strok prevladovati, bi najprej mogoče od same te besede prevladovati, prevlada in tako naprej. V lanskem letu se je pojavil v angleško govorečem področju supremacy kot nekaj negativnega, posebej na računalniškem področju so pri kvantnih računalnikih bilo izpostavljeno, da te prevladujejo napram ostalih računalnikom in potem se pojavlja debata, da je uporaba te besede prevladovanje politično nekorektna, ker pač, kot vidite, navaja ali pa napoveduje nekako tudi mogoče white supremacy in tako naprej in jo ni korektno uporabljati, posebej ne v zakonodaji. Zdaj pomen izraza v slovenščini je po slovarju slovenskega jezika neki prevladovanje, neki, kar se nahaja v večjem številu, v večji količini ali pa v drugem tudi pomembnejši položaj kot kaj istovrstnega in sorodnega. Uporaba tega izraza v gradbenem zakonu je na primer v 12. členu projektant mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje. Pri čemer ta namen gradnje niti ni opredeljen, ampak uporabljena je ta beseda prevladuje, kar seveda povzroča veliko težav pri samem imenovanju, če se ne spuščamo politično korektnost, nekorektnost. Kar se tiče nadzornika, je tukaj drugačna definicija. Če tam namen gradnje prevladuje, tukaj vrsta del, ki prevladuje. Zanimivo je mogoče to, da piše pooblaščen arhitekt, pooblaščen inženir iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje. Vrsta dela, ko se nekaj izvaja, katera dela so arhitekturna. To bo mogoče znal kakšen arhitekt boljše odgovoriti. Če iščemo, katera so arhitekturna dela pri izvedbi del, jih težko najdeš. Ali pa jih nisem, saj jaz ne najdu, pa tudi ne moji kolegi, katere sem vprašal. Glede na izvajalce, imate vi spet v primeru, da neko podjetje prevzame izvajalec izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje, to, kar je zanimiv, piše, da mora za vodenje del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir iz stroke, ki prevzeti gradnji prevladuje, v skladno s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, potem je pa tukaj ali pa ima najmanj izobrazbo ravne prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodi del pri IZS. Kaj pomeni? Ta člen, kot so mi razložili tudi pravniki, govori, če ima zaposlenega pooblaščenega inženirja, ima ta problem, da mora biti imenovan mora biti iz stroke, ki prevladuje, če ima pa zaposlenega nekoga, ki je samo v imeniku vodja del v IZS-ju, pa nima teh težav, je lahko ne glede na katerokoli stroko. Se pravi, zadeva je nekonsistentna že v samem zakonu. No, če pridemo potem še naprej na istem členu, 14. členu, glede na izvajalca, je pa potem na koncu v 16. členu napisano, v 16. odstavku napisano, da mora za vodenje gradnje določiti še vodjo del, ki spet glede na vrsto del prevladuje. Zdaj povzeto, pri projektiranju velja pravilo prevladovanja stroke glede na namen gradnje, pri nadziranju velja pravilo prevladovanja stroke glede na vrsto del, pri izvajanju celega ali pretežnega zahtevnega objekta velja pravilo prevladovanja samo za primer, če ima zaposlenega pooblaščenega inženirja, sicer ne, in za vodjo gradnje velja pravilo prevladovanja stroko glede na vrsto del. Zdaj premaknem na razvoj projektiranja. Ta beseda arhitekton je master builder, director of works, also known as an architect. Prav, definicija je, da je arhitekt mojster graditelj. Pred industrijsko revolucijo je bila gradnja običajno vodena skozi načrtovanje in izvedbo z ene same osebe, to je bil arhitekt. Ta metoda se je imenovala mojster graditelj.
Mojster graditelj je sam nosil polno odgovornost za načrtovanje in izvedbo gradne zgradbe, vključno z vsemi inženirskimi storitvami. Model se je izkazal v zasnovi zgradbe kot enoviten sistem, to je ključno. On je imel enovit pristop, vključeval je vsa sredstva za zagotavljanje toplote, svetlobe, vode in drugih potreb, pri čemer so bile te pogosto tesno vključene v same arhitekturne elemente. Tukaj je bil pasivna gradnja nekako zelo pomembna, ali pa pasivne elemente gradnje. Zaradi integriranega načrtovalnega pristopa so bile take zgrajene zgradbe visoko performančne in trajnostne, čeprav to takrat seveda ni bil osnoven cilj teh mojstrov graditeljev. In mnoge strukture so dosegle čudovito kombinacijo dolgoživosti, obratovanja in vzdrževanja. Najlep primer je ena taka podno ogrevanje iz rimskih časov, pa naravna osvetlitev in tako naprej. Zdaj, potem, ko se je zadeva premaknila in se je v 19. stoletju predvsem tehnologija razvila na vseh področjih, se inženirske stavbni sistemi postajali vedno bolj zapleteni, je pač ta potreba po drugih znanjih ali pa jih ni več obvladoval samo arhitekt, se je bilo potrebno vključevanje tudi drugih strokovnjakov. In zaradi tega, ker so bili potrebni še drugi strokovnjaki, se ta mojster graditelj iz prejšnjih časov transformiral, preoblikoval v tako imenovanega vodilnega projektanta. In potem se je začela večina inženirskih del izvajati skozi podizvajalske pogodbe. Tak pristop načrtovanja z arhitektom kot vodilnim projektantom je tak, da si on zamislil koncept ovoja zgradbe, njene notranjosti, šele nato se pa vključil ostale projektante v skupino, se pravi statika, strojništva, ampak osnova vsemu je arhitektura, in tisti, ki to vodi, je vodilni projektant. V prejšnjem stoletju se je pojavil tudi koncept zgradbe nad naravo, kjer se je pravzaprav vse obrnilo ne na iskanje nekih optimalnih rešitev, ampak na nadvlado nad naravo. Stavba kot taka je bila zgrajena na podlagi predvsem izgleda, ne pa da se je iskale sinergije, ki so prej iz rimskih ali pa grških časov bile še tako udomačene. Tak primer uporabe grobe sile je tak močen sistem za ogrevanje, hlajenje, prezračevanja, ki je stroškovno intenziven, porablja velike energije že pri gradnji ter skozi obratovanje, potem še skozi vzdrževanje notranjih pogojev, da so sprejemljivi za uporabnike, namesto da bi se izkoristile številne priložnosti za vključitev pasivnih elementov, to so zmanjšanje obremenitev zaradi sončnega sevanja, senčenja, strateške umestitve oken, umestitve stavbe v prostoru in tako naprej. No, odkot pa potem ta zahteva po integralnem projektiranju? To se je pojavilo že 10-15 let nazaj, skozi vzpostavljeno, skozi trajnostno gradnjo po različnih sistemih takšnega tovrstnega certificiranja, kot je LEED, BREEAM, DGNB. In kar je pomembno, pa se tiče tudi nas, je seveda neka evropska performančna direktiva za stavbe iz 2010, ki zahteva gradnjo samo še skoraj nič energijskih stavb, in je bila 2014 tudi prenešena v energetski slovenski zakon EZ-1. Mogoče, vsaj mene je tudi zmeraj motil ta prevod trajnostno, ker z angleščine sustainable se mi ne zdi nekako isto, ampak je predvsem ponesrečen izraz ali ponesrečen prevod. Zdaj, mogoče tudi definicija te trajnosti ali pa vzdržnosti v svetu je najbolj uveljavljena ta, da je to pokrivanje naših današnjih potreb brez preprečevanja našim zanamcem, da bi pokrivali svoje potrebe. In zato je to bolj vzdržno kot trajno. Ok, tretjo podpoglavje, integralno projektiranje. Zdaj, če se vrnem nazaj na gradbeni zakon, tretji odstavek 29. člena pravi, projektna dokumentacija se izdela po načelu integralnega projektiranja, kjer so pri medsebojno usklajenem projektiranju objektov vključeni vsi strokovnjaki posameznih strok, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta nujne za njegovo realizacijo v skladu s predpisi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami investitorja. Zdaj, to, kar tukaj piše, ni čisto isto to, kar je na tej sliki prikazan
če vzamemo definicijo integralnega projektiranja. Pri integralnem projektiranju morajo biti vključeni lastnik, arhitekt z inženirji, izvajalec in upravnik, ne samo vključene stroke. Pri nas je težava v zakonu ta, da se je pravzaprav napisali, da so vključeni samo te, ki nastopajo iz desetletij nazaj v fazi projektiranja, ne pa vsi, ki bi mogli pri integralnem projektiranju nastopati. Zdaj obstajata dve metode projektiranja, tako imenovana zaporedna metoda, projektanti delajo ločeno znotraj svojih delovnih področij, podobno je to v birokraciji, ali pa integralna metoda, projektanti delajo povezano in skupaj znotraj vseh strokovnih področij. Najlažji ali pa največkrat se to pokaže na razliki med obema metodama in to so silosi. Se pravi, pri silosih je vsak arhitekt, gradbeni inženir in drug inženir upravlja delo znotraj svojega funkcijskega silosa. Silosi obstajajo zato, da je posamezna skupina znotraj njih učinkovita. Od posameznih znotraj funkcijskega silosa se pričakuje, da upravljajo dodeljeno delo. Vsak strojen projektant da svojim fantom in dekletom za narediti določeno delo in vse to poteka znotraj silosa. Z drugimi silosi se praviloma komunicira samo to, kar je potrebno. Ali je treba kakšen podatek prenesti, izvesti kakšno spremembo, ampak tako, kot je napisan, da se vsak znotraj svojega silosa prizadeva dokončati delo čim prej, na ta način, da pošlje nazaj v funkcijski silos, tako da je nekaj dobil to, kar je bilo od njega pričakovano, ali pa pripombo, ali pa če ima svoje delo dokončano, pošlje na naslednji silos. Naprimer, strojen inženir, ki ima svoje načrte narejene, jih pošlje naprej elektroinženir. In ko se arhitekt odloči enkrat, da so njegovi načrti pripravljeni, jih prek svojih sten svojega silosa pošlje strojnemu inženirju, če gremo zdaj v tem smer. In če je strojni inženir z njimi zadovoljen, prične z delom, vkolikor ne poda pripombe, naprimer premajhna strojenca ali kar kaj takega. In tako gre naprej, glede strojnega inženirja enako z razmerjem do elektroinženirja. In ko so vse te načrti skupaj s tehničnimi specifikacijami, ki se popisi, končani so predani izvajalcu, jih ta pogosto vrača projektantom v obliki podajanja vprašanj pripomb, ker so načrti neizvedljivi ali jih pa ne razume. Seveda, ker ni sodeloval zraven. Zdaj, pri integralni metodi projektiranja pa obstaja en sam silos, skupen silos, vsaka od funkcij je stalno prisotna, odgovorna za nudenje pomoči drugim. Arhitektu se nikoli ne vračajo načrti z navodilom po zagotovitvi več prostora za zračne kanale, saj arhitekt in strojni projektant dimenzionirate kanale, mislim kanale, višino za kanale tehničnega, pa površino prostora za strojnico in tako naprej istočasno. Ker so prisotni tudi izvajalčeva strokovna znanja in rešitev narisanih, naprimer, zračnih kanalov že dejansko tudi izvedljiva. Ne, da se potem izvajalec pove, ne se to, kar ste si zamislili, pa v resnici sploh ni izvedljivo, ne, na kanalih ali pa na čem drugih. Večfunkcijska projektna skupina sodeluje od samega projektnega začetka, to je ključno, vsi se strinjajo glede projektnih ciljev in kako se bo zgrajena zgradba obnašala. Se pravi, prva stvar, ki jo je treba doreči, kakšni so cilji, ker pri nas dostikrat projekti tečejo, ali pa tudi tukaj je podpora žal veliko bila tudi v zakonodaji ali pa na ministrstvu, da projektna naloga, se sami dobro veste, niti ni nujno potrebna. Čeprav je popolnoma jasen, da brez projektnega cilja ne moreš delati ničesar. No in pa seveda moram imeti tudi v začetku takoj nek občutek ali pa dogovor, kako se bo ta zgrajena stavba obnašala. In to so cilji, katerim sledijo od samega začetka. In na podlagi tega se snuje zgradbe in tehnične sistemi, pri čemer se s sodelovanjem v zgodnji začetni fazi prizadevajo rešitve teh polno optimizirati. Integralno projektiranje zgodaj določi ključna vprašanja in se iskanja odgovora na nje tudi loti, saj so vsi strokovnjaki, ki so nujno potrebni, tam za te težave prepoznajo in lahko rešujejo. Kar je ključno ali pa pomembno je zavedati se tudi, da integralno projektiranje ne pomeni nujno opraviti več dela v zgodnji fazi, vsekakor pa integralno projektiranje pomeni dvoje, tako po definiciji. Pomeni prave stvari upraviti zgodaj, pa pri sprejemanju ključnih odločitev biti osredotočen na zahtevane performance. Se pravi, treba je vedeti, kaj sploh želiš na samem začetku. Se pravi,
Še ena stvar, ki je treba povedati, integralno projektiranje ne pomeni projektirano strani odbora. Mogoče kdo pozna take hece, recimo tale Boeing 737 MAX je bil designed by committee. To se pravi, integralno projektiranje ni isto kot projektirano strani odbora, v prevodu. Ali pa mogoče najbolj znana stvar glede design by committee je Kamela, ki naj bi bil konj pač dizajniran strani odbora. Integralna metoda projektiranja izhaja iz dveh dejstev. Spremembe in izboljšave zasnove je razmeroma enostavno narediti na začetku postopka projektiranja in vse težje ter moteče kasneje, ko je projektiranje že napredovalo. In performance stavbe je potrebno ocenjevati skozi vse življenjski krog, iz zornega kota vpliva na okolje in samih stroškov. Korak integralnega projektiranja potekajo takole cikcakasto, iterativno, se pravi, se s ponavljajočimi stvarmi išče rešitve in se ponavadi ta oscilacija vedno bolj oža. Zakaj je pomemben nastopati vse skupaj v zgodnji fazi, če je tukaj zdaj prikazan na tem grafu vpliv kakšnega imamo v zgodnji fazi na posamezno rešitev, pri projektni nalogi so vplivi na končen rezultat seveda zelo veliki in potem se vplivnost vedno kasneje je vedno težja. Ko je projekt zapeljan že zelo daleč, če je težko kaj spremeniti, se lahko samo še za detajli kaj rešujejo v dokumentaciji za izvedbo in enako velja glede stroškov. Na začetku neki popravki zelo malo še razdelanega, zelo enostaven za razliko na koncu, ko je vse skupaj že izgotovljene sprememba zelo draga. In zato je ključno, da se tisto, kar je napor, ki pri nas največkrat ali pa na klasičnem pristopu projektiranja vloženo dokumentacijo za izvedbo, da se prestavi na zgodnejšo fazo. To je to, kar je tukaj napisan, je integracija predstavlja zgodno uskladitev dela projektantov in izvajalcev, to je takrat, ko je mogoče njihovo uskladitev kar najbolje izkoristiti v dobro projekta. Zgodne faze načrtovanja imajo močen vpliv na performance stavbe in stroške ter motnje. Zato se premik vloženega napora v zgodne faze projektiranja pričakovano izplača skozi vse življenjski krog stavbe. Tako kot različna literatura navaja, so stroški pri integralnem projektiranju naslednji. Projektna zasnova pa idejni projekt stane 5 do 10% več, dokumentacija za izvedbo do 5% več pri prvem projektu, potem, če se zadeve malo ponavljajo, se pa ta strošek celo zmanjša. Stroški gradnje 5 do 10% več, stroški obratovanja 40 do 90% manj, napake na stavbi 10 do 30% manj. Ta integralno projektiranje prikazan še na enem takem krogu od projektne zasnove, razpisa in izvedbe pa naprimer priprava baze znanja, ali pa lahko imenujemo, ali pa se največkrat imenuje lessons learned. Da imamo neke izkušnje za naslednje projekte. Se pravi, na začetku je treba vzpostaviti parametre, tako analizirati podnebne podatke, izračun zmogljivosti obnovljivih virov energije, postavitev energijskih ciljev, seveda potem takoj priprava izhodišč, projektno nalogo, projektno osnovo, cilje je treba postaviti. Po se pa zdaj imenujemo schematski projekt ali idejna zasnova ali kakorkoli, se začne ukvarjati z dnevno svetlobo, dostopnostjo, sončni svetlobi, računalniški dinamiki, tekočin, potrebno energijo, proizvodno energije, razvoj projekta teče dalje, te iteracije, ki so bile prej prikazane, se ponavljanje projekt za izvedbo, se pa poskrbi še skladno za zakonodajo, naprimer energijski model se izdela posodobitev načrta za spravljanje v obratovanje, seveda je mogel tudi nastati tudi ta commissioning, spravljanje v obratovanje je ključna zadeva pri sodobni stavbi, se pravi, pripravi se tukaj energijski model kot izvedeno, ker ni nikoli vse enako, kot je bilo narisano tudi dejansko izvedeno. In potem se pa seveda izvaja tudi merjenje in preverjanje in pa optimizacija po izvedbi del. V uporabi se pa še nadalje spremlja, pripravi se uporabnike za sodelovanje, pa začne se pripravljati bazo znanja za naslednje projekte. Zdaj pa, če rečem temu slovenska integralna metoda,
To imate uradno pojasnilo MOP glede projektiranja. Ne. Pri stavbah je načrt arhitekture največkrat glavni načrt, saj se šele na njegovi podlagi izdelujejo tudi drugi načrti. To je dopis iz lanskega leta, ne, to ni iz 20-30 let nazaj, to je lansko letno razmišljanje. In pa, naprimer, ker je vloga vodje projekta tudi vsebinska koordinacija in tako naprej, ne, se pravi, je vodja projekta mora biti iz tiste stroke, ki je vsebinsko najbolj poklican, ne obstaja nekdo, ki je najbolj poklican, da se odloča o prioritetah. Ne. Pozabimo integralno, pa razmišljanje, pa optimiziranje, ampak nekdo je tisti, ki zna vse in on odloča. On je še vedno master builder. Ne. Zato ima najbolj škupati kar kakšno tako šalčko. Ne. Da se ne pregovarjamo, pa šparamo časa. Ne. On ima vedno prav. Zdaj, zanimiv se mi glede na to, zdi na to, ker sem član pač tega Ašre združenja, da je tale gospa leta 2010 napisala naslednje. Ne. Naš največji izziv je uvajanje integralnega projektiranja v vsakdanjo prakso. Tradicionalen pristop, pri katerem arhitekt zasnuje obliko stavbe, je umestil prostor in določi njen ovoj, nato pa risbe posreduje strojnim inženirjem in elektroinženirjem, da bi ti izdelali svoje načrte, je zaporeden pristop, ki zamudi mnogotere priložnosti za optimizacijo performans. Stavbe sicer omogočeno s pristopom vzajemnega sodelovanja skozi celotno fazo projektiranja. Za uveljavitev spremembe postopka projektiranja bo potreben kulturni premik v gradbeni panogi. Ta je nujen, če želimo doseči cilj neto nič energijske stavbe. Ne bom še nekaj povedal o temu projektu, ne vem, kako se po okrajšavi reče, ampak rečemo, da je materit. Gre za tržno preobrazbo v smeri skoraj nič energijskih stavb za razširjeno uporabo integralnega energijskega projektiranja. Projekt, ta materit, je namenjen podpori izvajanja skoraj nič energijskih stavb do leta 2020, projekt je pa potekal v času med 12-14. Kot ugotavljajo pri skoraj nič energijskih stavbah, je faza projektiranja še posebej pomembna in kar je pomembno je to, da je tudi podprt strani Evropske komisije bil ta projekt. In na podlagi tega projekta so nastale smernice za postopek integralnega projektiranja, se pravi, ta integralno projektiranje ni zdaj izumljen sam nekje na zahodu pa čez lužo, ampak se je pojavil tudi v Evropi, tako da podprti pa tudi strani Evropske komisije. Zdaj, kot prepoznava ta projekt, so prednosti integralnega projektiranja večja energijska performančnost, glede na to, da je stavba že oblikovana, optimizirana in tako naprej umeščena pravilno v prostoru. In pri tem so izmenjena znanja in vedenja o pomembnih pogojih za snovo stavbe. Zmanjšanje utelešen ogljik, se pravi, vse to na podlagi tega, ker je stavba spet optimizirana, je tudi vpliv na negativen okolje manjši. Optimizirano in notranje okolje, se pravi, zato, ker stavba pa tehnični sistemi delujejo v logičnem sožitju z namenom doseganja zadostne kakovosti zraka v zaprtih prostorih, nadziranju temperature, dostopnosti dnevne svetlobe, sončne zaščite. Nižji tekoči stroški, zato ker so poenostavljeni tehnični sistemi stroškovno učinkovitejši, se pravi že tako v smislu začetne naložbe za nabavo in gradnjo, kot v smislu tekočih stroškov obratovanja in vzdrževanja. Nadalje prednosti so zmanjšanje tveganje in napak gradnje, ker so pač vsi udeleženi, kot si lahko predstavljam že skozi projektiranje, pa potem so tudi izvedbo, je manj napak. Večja je vključenost uporabnika, tudi njegove želje so zelo zgodaj vključene v stavbo oziroma v načrtovanje in v tehnične rešitve in vse to tudi izboljša performančnost stavbe. Višja je tudi vrednost, zato ker je stavba visoko performančna, se pogosto doseže višje donose skozi oddajanje, pa kar je po drugi strani mogoče nadomestiti z nižjimi stroški za energijo, posledično nižjimi stroški za storitev obratovanja. Vse to predstavlja zmagovito kombinacijo za lastnike in najemnike, prodajna vrednost stavbe je povečana zaradi višjih najemnin, lažjega oddajanja v najem in odpornosti na postaranje. Stavba je moderna, ne, lahko rečemo nasprotje od postaranja. Pa seveda zelena prepoznavnost, ki tudi koristi lastniku in najemniku. Ovire za integralno
projektiranje, ki jih prepoznava seveda ravno ta projekt Matrite, običajno razmišljanje. Gradbeni sektor je skozi zgodovino pogosto počasen pri sprejemanju novih načinov dela, integralno projektiranje vnašajo postopke odločanja in metode načrtovanja, ki izzivajo ustaljene navade in zahtevajo visoko spretnost pri sporazumevanju. Se pravi, strokovnjaki na vseh straneh mize se morajo povsem odprto vključiti v sodelovanje, zato zavreči svoje morebitno obrambne delovne navade. Tako kot bi lahko rekli, smo bili še mladinci, morajo biti vitezi okrogle mize, nihče ne sme voditi, nihče ne sme prevladovati. Integralno projektiranje ovire se zdi drago, sem razumel. Investitor običajno posveča več pozornosti stroškom gradnje kot stroškom vseživljenjskega kroga. Ok, tudi časovne omejitve v začetni fazi, seveda integralno projektiranje potrebuje na začetku malo več časa, ne pa mogoče kdaj to moteče za investitorja. Kar je posebej pomemben, projekt Matrit prepoznava, da je ta skills tirani zelo velika težava. Se pravi, ker zahteva več sodelovanja med vsemi deležniki, zato ker so mogoče različni cilji, je potem problematika ravno to, kar je pri nas izpostavljen. Zdaj zato tudi oni predlagajo v tem projektu, da se lahko imenuje za vodenje integralnega projektiranja nek moderator, facilitator je tukaj uporabljena beseda, povezovalec, zato da se dosega učinkovito usklajevanje znotraj projektne skupine. Kar je ključno, vodenje projekta pri integralnem projektiranju, projektna skupina odločitve sprejema soglasno, pomeni, da se sprejemajo odločitve na ta način, da vsak strokovnjak prinese ali pa pove tisto, kar je ključno spoznavanje njegovega področja. Se pravi, tudi vodenje projektne skupine vsakokrat prevzame strokovnjak, ki je odgovoren za strokovne področje v obravnavi. To se največkrat dogaja na nekih delavnicah, ki se imenujejo čarec. Vloga imenovanega povezovalca je zelo pomembna, saj je njegova naloga zagotavljanja sprejemanja soglasnih odločitev in poudarjanja kompromisnih rešitev, ki upoštevajo temeljene pomisleke posameznih strok. Povezovalci morajo imeti zaradi tega obsežno tehnično znanje in razumevanje skupnega delovanja posameznih tehničnih sistemov, pri čemer morajo znati izkoristiti tudi strokovno znanje posameznih članov skupine. Da ne bomo sam pri projektiranju še par besed o metodah izvedbe projekta, to je project delivery, zdaj kako je pri nas boljš preveden, se nismo mogli spomniti. Rečemo, da izvedba projekta. Obstajajo naslednje metode, tale je najbolj običajna, design bid build, se pravi projektiranje, razpis pa gradnja, se v njej ni treba zelo veliko govoriti, ampak slabosti, naprimer, ki jih predstavljajo, dokončanje načrtov pred izvedbo razpisa je nujno, kar upočasni celoten postopek. Se pravi, najprej treba narediti načrte, projekt, da lahko se izvede razpis. Cena ni znana, dokler niso dokončani načrti, pri čemer niti ni nujno, da do spreminjanja načrtov ne prihaja zaradi previsoke cene. Arhitekt in izvajalec nista pogodbeno povezana, lastnik mora zato posredovati pri reševanju sporov. To vsi zelo dobro poznamo, da arhitekti ali pa inženirji nočejo nekaj spremeniti, zato ker pač se jim zdi, da to izsiljuje izvajalec, ker ne delujejo integrirano. Potem je ena boljša metoda, mogoče design build, projektiranje pa direkt gradnjo. No, sej grafik je ključen, se pravi, tukaj imamo lastnika, investitorja in potem izvajalec je tukaj tisti, ki nosi potem pogodbo tudi z arhitekti in pa ostalimi inženirji. Zdaj, tukaj je recimo tako vprašanje, katera stroka zdaj tukaj prevladuje, ali sploh lahko, kako se bi v našo zakonodajo tale koncept znal vključiti, glede na to, da je izvajalec tisti, ki ima pogodbo z lastnikom. Kar je tukaj mogoče pomemben, je najpomembnejša prednost te metode, izvajalec nastopa kot vodja projekta, kar daje možnost določitve cene veliko prej. Slednje zmanjša tveganje za lastnika, ker mu ni potrebno čakati zaključek faze projektiranja. Moram pohiteti, bom tukaj še rekel, potem je zdaj tale zelo moderna metoda, je
construction manager at risk, se pravi tveganje v tem smislu, a bo ostal na projektu ali ne, je na strani vodje gradnje. Glede razen zaradi integralnega pristopa, da so vsi udeleženi od samega začetka, ima lastnik, investitor sklenjeno pogodbo z izvajalcem, arhitektom in inženirjem, pri čemer pa seveda je riziko ali pa tveganje na strani tegale izvajalca, ker ni nujno, da ostane na projektu, zato ker bo takrat, ko bo projekt v resnici načrti dokončani, se bo naredil razpis in bo lahko on ostal na projektu ali bo pa nastopil en drug izvajalec. Kaj sem mogoče klele... Povedal, ta metoda je primernejša za izvajanje težjih projektov, zaradi njihove tehnične zaplestenosti je potrebnega usklajevanja med drugimi proizvajalci. Je pa na vsak način prednost teh metod ta, da sodelujejo projektanti in izvajalci, še posebej se to pozna pa na tej metodi izvedbe projekta, ki je Integrated Project Delivery. Ta je najnovejša metoda, predstavlja pa njena prihodnost je obetavna zlasti pri projektih osredotočenih na visoko performančnost, kjer je nujno izkoristiti strokovno znanje posameznih članov projektne skupine. Vloge udeležencev so opredeljene tako, da je mogoč skupinski pristop. Lastnik je tukaj zelo aktiven in kar je zanimivo, ostaja pogodbeno deljena odgovornost, zavezanost in tveganje za uspeh projekta. Vsi udeleženci so spodbujeni k uspešnosti projekta, saj obstaja skupno tveganje in nagrajenost. To pomeni, kot na primeru, če se projekt konča hitreje in ceneje, kot je bilo prvotno določeno, se prihranjen denar razdeli vsem udeležencem. Lastnik prihrani denar, projektantska skupina in izvajalci. Na primer, če je skupni strošek zdaj 30% nižji od proračuna, lastnik prihrani 10 izvajalci in 10 projektna skupina, kar vse spodbuja k temu cilju. Ni nujno, da je prihranek enakomerno razdeljen, seveda stvar je pogodbe, kako si to razdelijo, je pa seveda tudi negativna stvar, ampak če so vsi zainteresirani pa vejo, potem se to ne bo zgodilo. Če se pa projekt preseže proračun za 30, pa jo vsi plačajo potem. Ali pa so vsi dobijo manj. In če gremo še naprej, omogoča veliko sodelovalno in temeljito projektiranje vsemi sodelujočimi. Prednost metode je v tem, da odpravlja nasprotovanje in sovražnost med udeleženci in spodbuja osredotočenost na najboljši možni izid. Tukaj ni govora o prevladovanju strok, ampak o sodelovanju. Pomanjkljivost pa metode predstavlja zahteva pomočne vključenosti lastnika, njegovem visokem strokovnem znanju, pa različna vprašanja vezana na financiranje, zavarovanje in pogodbene odnose. Zdaj, kdo pri vseh teh primerih sme biti vodja projekta, ki je pri nas očitno po zakonu rezerviran samo za fazo projektiranja. Pri nas piše, vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo tudi potrdi. Zdaj, če rečemo vodja projekta, da je project manager, kdo to je to lead designer, a je to construction manager, jaz mislim, da imamo veliko težav z samo zakonodajo v tem bistvu. Pa mogoče še okoli teh metod različnih, ki so pa javno naročanje. Gre za tole, da tale Integrated Project Delivery je povsem primeren, to je en program tudi streamer, šlo je za neke bolnišnične okolja, se pravi Evropska direktiva 2014-24, pač omogoča, ki je vključena seveda tudi v nas ZJN3, zahteva ključne stvari, to, da je odprtost, poštenost in nediskriminatornost pa preglednost in v skladu z direktivo se lahko javni organi uporabijo konkurenčni postopek s pogajanjem ali konkurenčnim dialogom in skozi ta projekt je dokazan, da se da spela tudi integralen project delivery brez nasprotovanja z evropsko direktivo. In to bi bilo pravzaprav z moje strani vse.